To so najbolj znane riževe terase na svetu. Verjetno pa ne veš zakaj. Naj razloživa. Vijemo se skozi tretji dan naše izkušnje na Baliju, kjer smo jutro začeli s šokom. Obisk tržnice, kjer barantajo le domačini in boš težko našel belca, je vedno posebna izkušnja. Zlasti za tiste, ki to doživijo prvič. Meso in ribe na prostem. Različni vonji, prepleteni bolj kot mije goreng, še več pa sadja in raznoraznih ročnih izdelkov lokalnega prebivalstva. In ko smo ravno pri ročnih izdelkih, da smo prišli do riževih teras, je bilo potrebno najprej pokukati v prestolnico srebra na Baliju. Naša naslednja postojanka je pa vasica z kovačnicami oziroma z delavnicami za srebro, kjer v bistvu mojstri kujejo zapestnice, prstane, kipce, ni da ni. Vasica Čeluk je znana po svojih mojstrih kovačih in oblikovalcih srebra. Samo poglej, kva vse znajo narediti in to popolnoma na roke. Iz revne podledelske vasice do ene najbogatejših vasic na otoku. No, to pa je uspeh. Žabe morajo kuj po nakita, ne? Sledil je še hiter sprehod čez tempelj očiščenja. Kva so te ugvantali? Da, sem lepa. Lepa. Na to pa? Danes smo pa imeli celodneven dan, poln ogledov in dan zaključujemo na Tegalalang riževih terasah v sončnem zahodu. Zelo, zelo lepo. Tegalalang terasa na Baliju so ene najbolj slikovitih riževih teras na svetu, znane po svojih stopničastih poljih in bujnemu zelenju. Nahajajo se v bližini Uboda in ponujajo edinstven pogled v tradicionalni balijski način namakanja, imenovan subak, zaradi katerega so terase tudi pristale na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. In to je tisto, kar jih dela res posebne. Sledi najmo profilu, da ne zamudiš jutrišnje objave, v kateri bomo probali najdražjo kavo na svetu, ki nastane iz živalskih drekcev.